Okej, hvala. Dobro jutro še enkrat. Moj globok glas je bil takole zdajle naštelan, da ga niste nič slišali, tako da zdajle še enkrat. Dobro jutro, vidim, da se vas je nekaj že oglasilo v chat, nekaj tudi preko kamere. Dobro jutro, Ana. Srečno pot seveda vsem 8, pa tudi ostalim, ki so na poti. Upam, da me zdaj slišite, dajte mi 111 napisati v chat, če me zdaj slišite. Jaz imam tako kot običajno malo tehničnih potežkoč, bi rekel, na Jesenicah. 111, okej, zdajle se slišimo. Hkrati izkoriščam tole priložnost, da se opravičim za včerajšnji izpad jutrnjega prebujanja. Tako je pač naneslo, ne bom hodil v podrobnosti. Jaz sem zadolžen za tole jutranje prebujanje v prihodnjih dneh, torej danes, jutri, tudi ob 8. uri in ponedeljek, tako kot vedno ob 6. uri. Torek in sreda je itak moj termin, tako da zdajle se me boste nagledali in naposlušali v prihodnjih dneh. Pa pol četrtek še kozorogovi dosjeji, pol vam dam pa nekaj dni miru, kako se to sklanja. Danes je 1. oktober. Danes je prvi vinotoč ali pa vinotok, kakor je zadnjič, brez tega, da je preverila na internetu, verjetno vedela Simona. Tako da zdajle bom s kimavcem nehal in si bom natočil kakšnega rdečega. Jaz pijem kadar ga, zelo redko ga, ampak seveda ne ob 8. zjutraj. Tako da prvi dan v mesecu vinotoku. S čim jaz začnem svoje jutranje prebujanja? Običajno povem nekaj dogodkov, ki so povezani na dotični datum, torej danes na 1. oktober, tudi danes sem jih pripravil 5. In sicer v oči so mi padli naslednji dogodki. Leta 1867, kar je strašansko daleč nazaj, skoraj 160 let, ampak zgodil se je en dogodek, ki je zaznamoval precejšen del prihajajočih let. Verjamem, da jih na neki način zaznamuje tudi danes. Sicer leta 1867 je v Berlinu gospod po imenu Karl Marx, imel je tako košato brado, bolj košato kot jaz. Torej Karl Marx je objavil znamenito delo Kapital, v originalu Das Kapital, seveda, ker je bil Nemec, v katerem je opisal kapitalistični sistem, ga analiziral, šel v potankosti in pač tam opisal njegove nestabilnosti in tendence po samouničenju. Ne vem, če je kdo od vas imel priliko to pogledati. Model je ta kapitalistični sistem razdelal tako v detajle, da še danes, če prebereš iz te knjige kaj, ne moreš, da se ne bi strinjal. Torej, ampak pustimo zdaj politiko pri miru, no. Naslednji dogodek se je zgodil dobrih 40 let kasneje in je tudi zaznamoval močno svetovno zgodovino in prav kapitalistični sistem, ki ga je Karl Marx takrat opisal. Gre za to, da je leta 1908 Henry Ford, Američan, predstavil znameniti model T. To je bil avto, ki je stal takrat $825. Prijelo se ga je ime Tin Lizzy, torej pločevinasta Lizzy. Proizvajali so ga pa kar skoraj 20 let, torej do oktobra 1927. Nisem poiskal podatka, koliko milijonov, če so bili milijoni, so jih v tem času proizvedli. Skratka, nekaj so jih, ne, če so ga 20 let proizvajali. Zakaj se je vpisal v zgodovino? Zaradi tega, ker je spremenil kapitalistični sistem. V smislu, to je bil prvi avto, ki je prišel iz tekočega traku. In v prihodnjih letih je tudi vsa ostala industrija začela uporabljati tekoče trakove. Ta avto je bil prvi avto, za katerega rečejo, da je bil dostopen širšim množicam, ne. Preskočimo naslednjih 60 let in gremo v leto 1988, mogoče je kdo od vas star toliko, da se bo spomnil leta 1988. Na današnji dan je Mihail Sergejevič Gorbačov postal predsednik predsedstva Vrhovnega sovjeta. Gre za kar kompliciran naziv,
ampak de facto je postal dejanski lider tedanje Sovjetske zveze. Poskrbel je za približevanje z Zahodom, torej po hladni vojni, kdor se tega obdobja spomne. Približal je Sovjetsko zvezo Zahodu, jo malo odprl, takrat uvedel tako imenovano perestrojko, po domače povedano, po slovensko povedano, prestrukturiranje, torej predrugačenje Sovjetske zveze. Kako se je končalo, vemo. Končalo se je s padcem Berlinskega zidu, z razpadom Sovjetske zveze in tako naprej. Zdaj za nekatere je ta možakar junak, ker je pač tisti nekdanji trdi sovjetski režim odprl, za druge je pa izdajalec, in kriminalec, ker je potem pač Sovjetska zveza razpadla na več držav in bla, 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 bla. Leta 2002 pravzaprav sem imel pripravljen nekaj, kar bi vam pokazal, pa vam nisem. Bom poskušal na brzino zdajle. Upam, da tole vidite. Če vidite, mi sporočite, prosim, chat. Torej, najprej smo imeli Karla Marxa, potem smo imeli Henryja Forda z njegovim modelom T. A vidite tole? Se vidi dobro, hvala. Tole je Mihail Gorbačov in zdajle smo pri četrti povezanem dogodku v zvezi z današnjim dnem. Tega ste slišali tudi v uvodu, takrat še nisem snemal, ker me pol takoj YouTube zablokira. Tole je Barry White, čigar pesem ste slišali, če ste bili priključeni v prvih 4 minutah. Torej, Barry White, njegova glasbena založba je leta 2002 na današnji dan, torej na 1. oktobra, razkrila, da so pevca pripeljali v bolnico zaradi odpovedi ledvic. Človek pač ni živel ravno najbolj zdravega življenja. Ne bom hodil v detajle, jaz jih sicer nekaj poznam. Skratka, na današnji dan so ga pripeljali v bolnico zaradi odpovedi ledvic. Poskušali so mu jih transplantirati in ga ozdraviti, ampak je bil človek, pevec, že v toliko slabem stanju, da transplantacija ni uspela in Barry White je 9 mesecev kasneje odšel za mavrico v zadaj, torej preminil, umrl. Še zadnji z današnjim dogodkom povezan dan. Tale gospodična je Scarlett Johansson, znamenita ameriška igralka, in ta model zraven nje je lastnik oglaševalske agencije Romain Doriac. Ne vem, če sem to prav izgovoril. Te dva modela, model in modelka, igralka in lastnik oglaševalske agencije, sta se poročila na današnji dan leta 2014. Takrat je bila Scarlett Johansson stara 30 let. Nisem se potrudil in poiskal podatka, a ta zakon še traja ali ne. Slutim, da imata enega otroka, no, kaj več pa ne bi vedel, ne sledim več toliko tej družabni sceni, kot sem nekoč. Poročila sta se v Philipsburgu v Montani. Če kdo ve, če je kdo kdaj slišal za Montano oziroma se zanimal za Montano, ve, da je precej podobna Sloveniji, da ne rečem Gorenjski, od koder prihajam jaz. Gre za eno zelo gorato ameriško pokrajino, torej takrat sta se vzela, če rečem tako. Čeprav jih imam na sumu, da sta se vzela že kdaj prej, ne. Ampak tako je izrazoslovje v našem narodu. Tako da, kaj bomo še počeli danes? Najprej bom pogledal, če imam kakšno ustrezno glasbo za ozadje pripravljeno. Nimam, tako da boste mogli poslušati kar moj glas. Jaz sem si za danes pripravil malo drugačno jutranje prebujanje. Sicer, glede na to, da običajno beremo iz kakšne knjige, kakšne afirmacije, kakšne motivacije in take stvari, sem si jaz včeraj vzel čas in sem poiskal nekaj, kar me tudi v principu zanima. Ne rečem, da vsemu verjamem, ker danes se po medijih, po spletnih straneh, po časopisih valja zelo mnogo fake zadev, fake news, kot temu rečejo. Ne vem, če bi tole, kar vam bom zdajle predstavil, označil kot news, ampak na nek način ni treba vsemu temu verjetno.
tako kot pravim, jaz sem si precej časa včeraj vzel za iskanje ustreznih informacij in za prevajanje le-teh, glede na to, da sem jih našel v angleščini. O čem govorim? Govorim o tem, da bi vam danes rad predstavil nekaj v zvezi s tradanjem in nekaj v zvezi s horoskopi. Torej, glede na to, da imam izven rednega vrstnega reda na vrsti sobotno, nedeljsko in ponedeljsko jutranje prebujanje, bom v prihodnjih treh dneh vsakič predstavil po 3 horoskopska znamenja, ne. Govoril bom o povezavi horoskopa in tradanja. Danes bomo začeli, ker smo se znašli v tem času, torej danes je, tako kot smo rekli, 1. oktober, danes bom začel s tehtnico, glede na to, da so tehtnice torej rojene v tem obdobju, natančneje rojene v obdobju od 23. septembra do 22. januarja. Dajte mi napisati, če kdo od vas tehtanca. Da vidim, če se bo strinjal s tem, kar bo zdajle slišal. A je kdo od poslušalcev trenutnih tehtnica? Nisem pozoren, a je Sandija si rekel, ja. Simona je tehtnica. Okej, Simona, poslušaj dobro. A boš pol, Sandi je tudi, okej, Sandi in Simona sta tehtnici, vage, po gorenjsko rečeno, najbrž še po kakšnem drugem narečju. Torej, v zvezi s trgovanjem, poslušajte dobro tudi ostali, Sandi in Simona pa seveda vabljena, da bosta pol se strinjala ali pa ne, tako da dajmo si pogledati. Rojeni in rojene seveda v znamenju tehtnice so izrazito primerni za binarno trgovanje. Ne vem, če kdo od vas tudi kripto dela ali pa kaj drugega, ampak, tako kot ponavljam, našel sem podatek, po katerem ste tehtnice izrazito primerne za binarno trgovanje. Ljudje v tem znamenju so namreč izrazito nagnjeni k iskanju ravnotežja in razmerja tudi sicer med stvarmi v življenju, med stvarmi, ki jih zanimajo, in potem enako seveda velja tudi za trgovanje. Tehtnice ste prefinjene in sofisticirane v svojem življenju, zelo vam ustreza trgovanje na trgih različnih surovin, ne. Zdaj, če ste kdaj pogledali, te svoje brokerje, tam niso samo fiat valute na voljo za tradanje, ampak so tudi na voljo različne surovine in tudi razmerja med temi surovinami seveda rastejo in padajo. Recimo, vam bi ustrezalo trgovanje na trgu zlata, srebra, naravnega plina, nafte in podobnih trgovalnih opcij. Tako da, če se bo kdo od vas tega lotil od tehtnic in mi bo lahko zrihtal kakšen sodček nafte po ugodni ceni, prosim, da se mi javi. Mogoče pa tisti, ki se tega še niste lotili, malo poglejte te opcije. Horoskopi pravijo, da vam te opcije zelo ustrezajo. Da bi bil nekdo, ki je bil rojen v znamenju tehtance, uspešen trader, trgovalec oziroma trgovalka, se mora znova in znova opominjati, da premiki na trgih nikoli niso trajni. O čem govorim? Recimo tiste delnice ali trgi, pari, ne, za katere se zdi, da so trenutno v izrazitem neravnovesju, bodo prej ali slej ponovno vzpostavili ravnovesje. Zakaj vam to govorim? Zaradi tega, ker včasih pride do nenadejnih, nepredvidenih gibanj na trgu, ampak tudi in te pol podrejo, ker izgubiš kakšen trade, ne, ali pa več tradeov, treba se je opominjati, da bodo taki pari, taki trgi prej ali slej ponovno vzpostavili ravnovesje. Toliko sem na brzino našel v tehtancah. Sandi in Simona, se strinjate s čim povedanim? Unča zlata, tudi unčo zlata bi vzel, odvisen, če bo ugodna cena, ne. Sandi, Simona, a je bilo tukaj kaj zanimivega za vaju? Chat sem si premaknil na drug ekran, zato da ga pač vidim in pol vam ne gledam v kamero, ampak gledam na drug ekran, da ne boste mislili, da vas ignoriram. Okej, trenutnega feedbacka ni, zato bom
nekaj definitivno drži, pravi Sandi. Okej, premikamo se na naslednjo znamenje, na znamenje škorpijona. A je kdo od vas škorpijon? Gre za ljudi, ki so rojeni od 23. oktobra do 21. novembra. Evo, tudi Simona pravi, da nekaj od povedanih stvari delno držijo. Ostale bomo pa še odkrili, ne. A je kdo škorpijon med vami? A je kdo rojen v obdobju med 23. oktobrom in 21. novembrom? To obdobje bo prišlo torej čez slab mesec. Ne vidim nobenega škorpijona, ne igra vloge, mogoče pa koga poznate, ki trguje in je škorpijon. Za škorpijone velja, da so pri svojem početju strastni in močni, v zadeve vstopajo tako suvereno, ne. Trgovanje na borzah jih privlači, a ob tem pogosto zmotno mislijo, da bodo le-tem, torej borzam, brokerjem, lahko vsilili svojo voljo, malo po svoje delajo te stvari, ne. In te sorte trma in razmišljanje jim otežujeta trgovanje, torej pri svojem početju so strastni in močni, ampak včasih v napačno smer, včasih ga pri tem serjejo, ne. Če lahko trader, ki je bil rojen v znaku škorpijona, stopi nazaj in ugotovi, da ne more nadzorovati vsega, bo hitro in z lahkoto obvladal umetnost trgovanja in vlaganj. Torej, očitno so škorpijoni taki, ne vem, če kakšnega škorpijona poznam, ta trenutek mi ne pade na pamet, da imajo nekje v podzavesti, da želijo stvari obvladati in jih nadzorovati, torej do neke mere lahko trg seveda obvladaš, nadzorovati ga pa ne moreš, ne. Gibanja na trgu ne boš nadzoroval, zdaj noben škorpijon se mi ni javil, tako da ne vem. Nihče ne more torej potrditi, a se strinja s povedanim ali ne. Naslednji na vrsti so strelci. A je kdo strelec med vami? Strelci, rojeni med 22. novembrom in 21. decembrom. Če je kdo strelec, naj se mi prosim javi v chat. Strelca, če gledate te horoskope in tako običajno predstavlja lik kot strelca, ali pa kentavra, ne, kentavri so tudi zelo pogosto te mitska bitja narisani za te ljudi, ki so rojeni v obdobju strelca. Strelčeva sposobnost, da zadeve razume v globino, se rojenim v drugih znamenjih zdi neverjetna, na neki način, kako bi rekel, nenaravna, mistična, ne. Ostali, ki jih opazujejo, imajo občutek, da so ti ljudje na nekem drugem nivoju, ki ga oni ne razumejo. Torej, strelci imajo neke sposobnosti, da zadeve razumejo v globino. Strelci so po svoji naravi razpoloženi avanturistično in na ta način sprejemajo tudi nova znanja, tudi seveda v zvezi s tradanjem. Njihov življenjski cilj je najprej razširiti svoje zavedanje in znanja, hkrati in potem pa seveda tudi znanja in zavedanja v širši skupnosti. Mi imamo tukajle v veji IM Slovenija eno luštno skupnost, mislim pa, da so cilji strelcev tudi večji kot skupnost v IM akademiji, ne, tako da imajo kar neke večje cilje, ne. Sem rekel, da se nobenega strelca ne spomnim? Mogoče pa moja dva dvojčka, ki sta rojena 26. novembra 2001. Traderji, rojeni v znamenju strelca, so pogosto aktivni na kakih forumih in spletnih skupnostih, kjer delijo svoje znanje. Ne vem, če nam Marjana vprašal, če ni kakšen strelec, ali pa Loreto, ali pa Rajkota, ne. Oni imajo torej to voljo, to željo v sebi, da bi pomagali skupnosti. Ko gre za sklepanje velikih poslov oziroma bolj vrednih, več vrednih tradeov, recimo, če to preslikamo v našo dejavnost, se morajo pa strelci naučiti zaupati vase in v svoje sposobnosti. Toliko o strelcih. Če pomislim na dvojčka, bi se kar strinjal z nekaterimi stvarmi. Pol pa pride eno znamenje, ki ga zelo dobro poznam. Poznam enega modela, ki je rojen v obdobju
od 22. decembra do 19. januarja in to je pač tole znamenje, ne, če ga vidite. In tako mi tudi delujemo, z glavo skozi zid, če je treba. Namreč kozorogi. Evo, Gorazd se je že sam od sebe javil, preden sem pozval kozoroge. Bravo, Gorazd. Verjamem, da poznaš trmo, verjamem, da poznaš na glavo početi stvari, tako da zdajle govorimo o kozorogih v povezavi s tradenjem. Zdaj, če gledamo te horoskope, tako kot sem prej rekel, kot simbol najpogosteje vidite eno skico, eno risbico, slikco koze, včasih tudi kakšno drugo znamenje, ne. Ali pa, kdor je poslušal od vas prve kozorogove dosjeje, je se naučil, da po neki mitski starogrški zgodbi so kozorogi prišli iz morja in so sprva imeli ribji rep in ga imajo še zdaj, tudi take skice kozorogov z rogmi, s kozjo faco, s kozjim obrazom in zadaj z ribjim zadkom boste zelo pogosto našli v horoskopih v zvezi s kozorogi. Torej, zanimivo se mi zdi, da sem našel podatek, po katerem najboljše rezultate rojeni v znamenju kozoroga dosegajo, kadar trgujejo na trgih z izrazito bear smerjo, torej takrat in v parih, ko cena pada, ne. Tega nisem vedel, bom pa mogoče malo bolj pozoren na to. Torej v parih, v katerih boš kliknil down, ne, sell, ta rdeč knofek, ne. Ne vem, kdo in kako je to utemeljil oziroma vzpostavil ta podatek, ampak našel sem pač ta podatek. Kozorogi so ambiciozni, praktični in iščejo najhitrejšo pot do uspeha. Na svojem primeru, tudi Gorazd se strinja, na svojem primeru lahko potrdim, da sem zelo ambiciozen. Mogoče se ne bi čisto strinjal, da sem zelo praktičen, ker znam kar komplicirati pri stvareh. Da pa iščem najhitrejšo pot do uspeha, se pa gotovo strinjam in tukajle si roge pogosto malo, kako bi rekel, otupim, kateri bi bil slovenski izraz za to, kdo ga ve. Torej, nasprotno od ostrega, tako bi se izrazil. Okej, saj najbrž ste razumeli, ne. Kdor išče najhitrejšo pot do uspeha, se bom pa izrazil drugače, si kaj hitro lahko polomi zobe. Topo, tako je, topo. Z glavo skozi zid, pravi Gorazd. Torej, roge pogosto postanejo tope. Sistem me opozarja, da imamo še 10 minut, zato bom zdajle hitro zaključil s kozorogom. Torej, za kozoroge, za ljudi, rojene v tem znamenju, je značilno, da so neverjetno delovni pri sklepanju poslov, pogosto megalomanski, vendar pa hkrati tudi previdni. Jaz bi se zdajle najrajši pokril z deko čez glavo, ker to o delovnosti sicer velja, jaz sem izrazit deloholik, čeprav se morda komu od vas to ne zdi, glede na to, da nimam službe, ampak vseeno to velja zame. Da sem pri sklepanju poslov ali pa tudi pri ostalih dejavnostih megalomanski, absolutno velja. Če sem pa hkrati previden, bom mogel pa malo razmisliti, ne. Kozorogi, torej, ki želijo biti dobri traderji, si morajo zapomniti, da ni bistveno, koliko trgujejo količinsko, da bi bili uspešni v svojem početju, bolj se morajo osredotočiti in uživati v procesu iskanja dobrih tradov. Torej, ne zvečer imeti rezultata 32-23, ker to ne bo prav dobrih rezultatov prinesel. Bo čisto boljše in to večkrat omeni tudi Marjan. Če imate zvečer ali pa v zaključku tradanja rezultat 4:1, več boste odnesli od tega in manj se boste utrudili. Tako da, kar se tiče horoskopov, je to za danes. Jutri ob 8 zjutraj bomo, nekaj čez 8 bomo podelali vodnarja, ribe, ovna in bike, pa v ponedeljek pa še ta preostale 4. Tako da, to je to, kar je bilo v zvezi s horoskopi. Upam, da je komu dal kakšno informacijo.
da je koga opozoril, mogoče če ne nase, pa na koga drugega, ki ga pozna, da malo lažje prepozna te njegove lastnosti, o njih razmisli, se z njimi strinja ali ne, ali pa opozori tega koga drugega, tretjega, kaj je danes slišal, ne. Glede na to, da nikakor vas ne morem pripraviti, da bi šli v Hoferja in prodajalki povedali, katero od znamenitosti v zvezi z današnjim dnem, pa tudi ne verjamem, da bo prodajalko v Hoferju zanimalo, katerega leta je Karl Marx izdal Das Kapital, ampak z nečim moramo pač zapolniti jutranje prebujanje, jutranji vrtiljak z mavrico, kako že rečem, pa se je do danes kdo zapomnil, z mavrico modrih misli, zelenih nesmislov in rdečih strasti, pa danes v tem primeru tudi rdečega puloverja. Kaj nam je ostalo še za zdajle? Preden da nas dol vrže, ostalo nam je še nekaj manifestacij. Danes je sobota, ne vem, če bi jih raven povezal s tradanjem, jih bom pa bolj na splošno. Tako da, tisti, ki ste v priložnosti, naslonite si nazaj, če vam tako paše, zaprite oči, lahko me tudi gledate, ali pa gledate v strop, v zvezde, kamorkoli, tja, kamor vam paše. Vdahnete skozi nos, poskušate svež kisik, svež zrak, miselno razširiti pač vse dele svojega telesa, našteval jih ne bom, saj poznate dele svojega telesa. In potem, ko boste vdihnili tako rekoč to novo energijo, Renata pravi, da se ne sliši, Tina pa pravi, da se vse sliši. Okej, jaz se bom držal tega, da se vse sliši, glede na to, da sem imel feedbacke tudi v zvezi s horoskopi. Tako da, zdajle smo pri jutranjih afirmacijah. Meni bo pomagal orgonit, pri tem vi se pa naslonite nazaj. Mogoče, če vam to paše, jaz dostikrat takole dam roki in sprejemam, kar mi dan, kar mi vesolje prinese. Jaz bom pa zdajle prebral 10 jutranjih afirmacij. Če želite, jih ponavljajte za mano na glas ali pa v mislih. Počasen bom in med njimi bom pustil kak trenutek tišine. Gremo. Hvaležen sem za vse obilje, ki teče v moje življenje. Ko si dovolim občutek več obilja v svojem življenju, se mi odpre več vrat. Dan začnem v hvaležnosti za to, kar že imam, in za vse življenjske blagoslove, ki me še čakajo. Bogastvo na različne načine nenehno priteka v moje življenje. Delujem uravnotežen z energijo bogastva in obilja. Moja dejanja ustvarjajo stalno bogastvo, blaginjo in obilje. Sproščam vsako blokado, ki me ovira pri prejemanju blaginje. V finančnem smislu sem bogat, denar pa sam po sebi priteka k meni. Vsak dan privabljam v svoje življenje vedno več obilja. In še zadnja za danes. Sem odprt in pripravljen privabiti obilje v svoje življenje. Orgonitu dam enega lupčka, tudi vam ga dam, ker ste me poslušali, ker ste me prenašali v te pol ure. Zdajle spustim še eno pesem. Upam, da jo boste slišali. In se vam zahvaljujem, ter vas vabim seveda jutri zjutraj ob 8, pa bomo še kakšno pametno rekli. Imajte svojo srečo ves čas nekje pri sebi, pa imajte jo na vrvici, da vam kam ne uide. Tako da, hvala, Marko ima vas rad, slišimo se jutri zjutraj. Zmiraj z mano, zmiraj moj Bož, jaram da da da.
iz vetra je stan. Sivi beton, svet je vkovan, tjaram da da dam. Stecimo kam, stecimo stran, stecimo svet sam. Za vse, prav za vse, je prosto nekje, kjer trate še zelene. Tjaram pa da di, ka sreča in mir, sreča brez vrvice. Tjaram da dam, zlat je ta dan.